Sej ne, da je bilo nujno, je bilo pa pričakovano. Ja, da bo Toyota predstavila še en križanc, da bo hibrid in da bo imel zelo znano ime – Corolla Cross. Japonska znamka ima zdaj največjo ponudbo križancev in SUV-jev od celo terencev, ker se paleta začne z malim Aigom Cross in recimo zaključi z Land Cruiserjem. Vmes pa je še cel kup avtov in ravno nekje na sredini bi lahko rekel, da je ta, ker nastopa v najbolj priljubljenem segmentu C v Evropi. Ja, ime Corolla je za nas, avtomobilske romantike, mogoče dolgočasno za nov model, bi raje videli nekaj čist novega. Mi je pa jasno, da so zadnji še drugi razlogi in se bo Toyota recimo lahko še naprej hvalila, da je Corolla najbolje prodajen model na svetu, vseh časov, itak, in da ima v resnici tukaj spodaj kar veliko skupnega s ta pravo Corollo. Je pa tudi veliko novega. Bom za foro začel tukaj noter, ker mi je najprej padel v oči tale velik digitalni zaslon namesto klasičnih merilnikov. Prvič v Toyotah in že takoj med največjimi, 12,3 palca meri in ni da ni. Tukaj si lahko recimo nastaviš različen izgled, pa različne funkcije. Ja. Tudi tale je prijetno velik, 10,5 palca meri in se lahko pohvali v drobovju še z novim, hitrejšim procesorjem sistema, da hitreje in bolj odzivno deluje. CarPlay deluje brezžično, Android Auto samo s kablom, fina zadeva pa je povezava z aplikacijo MyT, kjer lahko z njo recimo nadaljavo odklepaš avto ali pa nastavljaš klimo. Oblika, ja. Sicer ni tako prepoznavno Toyota, kot so bili njihovi zadnji avti, ki so mi nekateri zelo všeč, zadnja Corolla res dobro izgleda. Tale je pa precej zadržan, sicer ima veliko masko in take ogromne luči, ampak ni tako izrazito oblikovan in pa po moje prav treba pogledati značko, da boš vedel, da je to Toyota. Ne vem zakaj, ampak se mi oblika mogoče zdi še najbolj tipična takole z boka. Mogoče zato, ker me s temi plastičnimi obrobami pa zadnjimi lučmi spominja na Yaris Cross. metra je dolg ta avto in je točno na sredini razreda, kjer kraljujejo razni Tiguani, Karoki, 3008 in podobni. Zanimivo, da Toyota že ima čist malenkost manjši avto na isti platformi, CHR, ampak je tisti bolj ekstravaganten za pogledati, nov bo pa veje še bolj. No, zdaj mi je že bolj jasno, zakaj je ta bolj umerjen, ja. 2,64 metra je dolga medosna, prtljažnik pa ni toliko velik, 436 litrov mer. Pa če koga zanima, tukaj je prema zadaj pol toga pri sprednjem pogonu, pri štirikolesnem je pa multilink, večvodilna. Corolla Cross je prvi Toyotin model s 5. generacijo hibridnega pogona. Največ dela so si dali z učinkovitostjo, da so trenja čim manjša in s tem izgube, jasno pa so malo povečali tudi zmogljivost pri obeh motorjih 1.8 in 2.0. Pa izkoristili so napredek pri razvoju litij-ionskih baterij, ker je ta zdaj malenkost bolj zmogljiva, obenem pa tudi malenkost lažja. Dvojni plus. Zelo lahko bo tudi izbira na začetku, ker boš imel opcijo izbrati samo sprednji ali pa štirikolesni pogon. V prvem primeru sistem z 2-litrskim bencinskim motorjem stisne 146 kW, to je 197 konjev, dostopa pospeši v 7,6 sekunde oziroma 7,5 pri štirikolesnem pogonu. Ja, pri tem je na zadnjo os dodan v bistvu samo še en elektromotor z dobrimi 30 kW, ki se potem sam vklaplja po potrebi, ko je recimo spolzko, nič pa ne izboljša samega pospeška z mesta, ker ni tukaj zato, da bi povečal te zmogljivosti. In kot že pri vsaki novi generaciji hibridnega pogona do zdaj so se tudi tokrat seveda pohvalili, da so še bolje predvideli želje voznikov in še lepše uglasili naraščanje hrupa motorja s hitrostjo, da nimaš tistega občutka turjenja, kakor pri prvih Toyotinih hibridih, ko je face tunel, ampak je zdaj majčkeno bolj prijetno. Itak je večina vožnje v tišini. Pride kasneje še 1.8, nekje v drugem letu, in tisti bo tudi cenejši, pa tudi tisti je majčkeno močnejši kot prej. No, če vam je kul, da tudi na tem avtu piše Corolla, boste dobili veselega člana male družinice, ki šteje že več kot 50 milijonov primerkov v 56 letih. Ja, niso hec te cifre, pa tudi Toyota se ne heca, ker bo z njim očitno samo še utrdila svoj zelo trden delež v Evropi. Še cene. 32.900 € bo stal osnovni model, za štirikolesni pogon pa bo treba pri srednjem paketu opreme Style doplačati 2.200 €. Pa za razliko od marsikaterega avta boste tega dejansko zdaj vsaj na začetku lahko dobili, tako da kar v vrsto se že prodaja. Jaz sem pa zdaj pogledati, kam so nas pripeljali, ki si klele v Španiji nikoli ne bi mogel niti predstavljati, kaj bi lahko imeli.
Neke kugelce pa neki listki so narisani.